Kateri so po klinični plati največji izzivi na področju zdravljenja krvnih rakov, za katere sicer vemo, da obstajajo dobre možnosti, metode zdravljenja, zdravila so na voljo, pa vendar se tudi na tem področju soočamo z organizacijskimi, z logističnimi izzivi, kar vi še kako zelo dobro veste. Na kliničnem oddelku za hematologijo v UKC Ljubljana najpogosteje zdravimo rake, se pravi predvsem levkemije pa plazmocitome z visoko dozno kemoterapijo v sklopu presaditev, tako avtolognih kot alogenskih, in pa seveda s klasičnimi kemoterapijami, ki te bolezni, to zdravljenje zahteva, ki v bistvu povlečejo za sabo, da so bolniki hospitalizirani po več tednov v bolnici. Se pravi, da zdravimo predvsem akutne mieloične levkemije, akutne limfoblastne levkemije, diseminiran plazmocitom, potem pa redkeje še mielodisplastične sindrome, mieloproliferativne bolezni, pa recimo še kronično limfatično levkemijo. To se šteje, se pravi, nek skupek malignih bolezni. Seveda pa naša hematologija obsega tudi benigna stanja, naprimer kakšno hemolitično anemijo, motnje starevanja krvi. No, in ti bolniki, se pravi, z temi najbolj zahtevnimi malignimi obolenji v hematologiji pač potrebujejo bolnišnično zdravljenje, in kot ste omenili, se kot celo zdravstvo soočamo z nekimi pomanjkanji in omejitvami, predvsem kar se tiče kadra, mogoče še najbolj s strani sester, kar seveda potem onemogoča tudi nam zdravnikom, da bi lahko v največjem obsegu zagotovili dostop do zdravljenja vsakemu bolniku. To ne pomeni, da za maligno bolezen bolniki niso zdravljeni, ampak naprimer moramo določena zdravljenja opravljati v ambulanti ali pa jih prilagoditi, da so naprimer z manj sopojavi, se pravi, da zberemo neka drugačna zdravila, ki jih lahko uspešno pač uporabimo, pa seveda bolniki ne bodo potrebovali bolnišničnega zdravljenja. Kako pa je danes s CAR-T zdravljenjem, o katerem smo govorili, slišali veliko? Kako daleč oziroma kako blizu smo danes temu? CAR-T celično terapijo na kliničnem oddelku za hematologijo uporabljamo že od leta 2020. Na razpolago imamo komercialen produkt Tisagen Letzlav-Cel za zdravljenje difuznega velikoceličnega B-limfoma pri odraslih in pa akutne limfoblastne levkemije pri otrocih in mladih odraslih. Kar se tiče pa našega lastnega razvoja, akademskega CAR-T programa, poteka vzporedno in se trenutno nahaja v zadnjih fazah, predvsem določenih validacij, preverjanj, stanj, izdelave, ki so v končni fazi te produkcije CAR-T celic, in lahko pričakujemo res zdaj nekako realno, da se bo v začetku naslednjega leta lahko že prvega bolnika tudi zdravilo. Imeli bomo pa v Sloveniji možnost zdravljenja in se pravi indikacije zdravljenja tistih bolezni, ki so prisotne tudi za ostale bolnike v Evropski uniji. Tako da upamo, da bomo s kolegi z Onkološkega inštituta in našega, z hematološke klinike, bili pogumni in bolnike, ki bojo potrebovali tako zdravljenje, tudi napotili na CAR-T celično zdravljenje z našim lastnim produktom. Lahko poveste, kaj ta možnost, ki je zdaj res očitno tako rekoč pred vrati, pomeni tako vam, klinikom, kot tudi pacientom, ki bodo deležni te možnosti? Mogoče dva vidika z CAR-T celičnega zdravljenja, ki bosta pomembno vplivala na obravnavo naših bolnikov. Se pravi, v primeru, da nam zmanjka nekih terapij, ki so zdaj dostopna v Sloveniji, bomo imeli možnost, da damo takemu bolniku še eno zdravljenje, ki ima realne možnosti za nadzor oziroma za ozdravitev bolezni. Se pravi, da naredimo še en korak naprej v obravnavi hematoloških bolnikov, podaljšamo preživetje takim bolnikom. Drugi vidik je pa ta, da lahko CAR-T celično zdravljenje uporabimo v zgodnejših fazah zdravljenja, ki se že nakazujejo, da so lahko pri določenih, naprimer limfomih, v drugem redu zdravljenja
bolj uspešna v primerjavi z neko standardno terapijo, ki jo trenutno izvajamo. Poleg tega pa vemo, da so kar te celične terapije načeloma varne in lahko tudi na ta način širši del bolnikov zdravimo. Tako da ta vidik bo pa omogočil v bistvu boljše spet preživetja in pa tudi malenkost večji nabor bolnikov, ki jih bomo lahko zdravili. Tako da ta vidika se mi zdi ta najpomembnejša. Pol je pa seveda ta, da smo z lastnim, kar te celičnim, akademskim, kar te celičnim produktom neodvisni in se lahko seveda tudi v prihodnosti hitreje prilagodimo razvoju tega področja in naprimer privedemo v Slovenijo neko zdravljenje, ki bi sicer spet potrebovalo mogoče leto, dve ali tudi več, da bi se lahko v Sloveniji začeli naši bolniki z njim zdraviti. To so izvrstni obeti, pa vendar, če se na celoto kliničnega dela, ki ima zelo velik obolus na področju hematologije, ozreva še z organizacijske, logistične plati, kako pa vse to, kratki stiki na tem področju, vplivajo na nemoteno klinično delo? Če se pravi vrnemo na pomanjkanje kadra, bom rekel, realnem svetu, ki ga danes tudi vidimo s sporočili po televiziji, je nažalost tako, da se obravnava bolnikov na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju spreminja. Se pravi, da je ta dostopnost do zdravnika nažalost je bolj omejena ali pa težje bolniki pridejo do zdravnika in pa naprimer konkretno, kar se tiče čakalnih vrst, so naprimer daljše. Zdaj, na področju malignih bolezni tega ne moremo trditi. Mi smo še vedno zavezani temu, da se vsakega bolnika obravnava ustrezno v primernem času in pa na način, da se mu zdravje maksimalno ohrani. Tako da ne bi trdil, da smo mi trenutno v fazi popuščanja obravnave. Je pa tako, da če ni kadra, se bojo nažalost morale kakšne spremembe zgoditi. To pa lahko naprimer, kot sem rekel, da se mogoče prilagodijo določene terapije, da ni potrebno hospitalnega zdravljenja, da ga lahko izvajamo v ambulanti ali dnevnem hospitalu. Ali pa tudi, da nažalost, če ni sester in obravnav, se dostopnost do postelje v bolnici, do hospitalnega zdravljenja omeji in se pol nekaj prenese tudi na periferne bolnice, na sekundarni nivo, pa na ta način rešujejo probleme. Je pa to nek gordijski vozel, ki traja že leta in se mi zdi, da je potrebna širša javnost, tako kot mi bolniki, kot mi zdravstveno osebje, ki sodelujemo skupaj, kot sama širša javnost, se pravi vse Slovenke in Slovenci, politična volja, ki bo treba nekaj narediti na tem področju, če se želimo ohraniti oziroma vrniti na, bom rekel, dostopen zdravstveni sistem kot v preteklosti, obenem pa obdržati nek svetovni, evropski nivo, da bomo z njim vsi zadovoljni.